Ja mislim, da so to naše korenine. To je osnova našega bivanja v tem kraju. Ja, mi smo starejši, imamo to v srcu, ta mlade moramo pa to še navaditi. Sej mladina je tudi že precej, ker jaz imam dosti mladine zadaj, ampak jih učimo in jih bom tudi danes pripeljala sem v Vrbo še enkrat. Zato, da si tudi prihodnji rodovi zavedajo veličine in da se slovenska beseda ne bo izgubila v poplavi drugih jezikov. Za prihodnje rodove na vsak način. Da tukaj je napisati slovensko himno. Da bomo pač ohranili te pomembnosti Prešernove pesmi in njegovega pač življenja, preživetja. Pomembno je zato, da si zapomnimo našega največjega slovenskega pisatelja. Zato, ker že vsega drugega otroci naši premalo vejo, tako da je fino, da gre to z nami naprej, pa za otroki pol tudi. Pravijo, da je naša tista naslednja koljena znajo, kaj je to, kaj je kultura, kaj je Franc Prešern rojen, ne? To se ne dogaja vsak dan. Pomembno je za nove generacije, da vejo vse o Hiši, o Prešernu. Ja, zato, da se spomnimo na preteklost, da malo, ne vem, dobimo občutek, kako so včasih živeli. Ja, absolutno. Slovenstvo in Slovenija kot država seveda temelji na njeni kulturi, na jeziku in teh izročilih in zato, če hočemo preživeti kot nacija, kot narod, je to življenjskega pomena za Slovenijo in Slovence. Absolutno je to pomembno zaradi same globalizacije. Namreč globalizacija povzroča to, da pozabljamo slovensko besedo in da mladina vedno več uporablja angleške besede, angleški pravopis, tudi pogovorno doma ali druge, ne samo angleške jezike, tako da se te težave že vidijo tudi v šolah, vidijo se že pri nas in mislim, da je prav, da ohranjamo slovenski jezik na ta način, da se tudi tako kulturno udejstvujemo. Zato, ker je nujno, da vejo prihodnje generacije, kaj je bilo v preteklosti, pa odkje izvirajo. Ker se to počasi izgublja, če ne bomo to uporabljali, se bo to čisto izvinil. To je naša zgodovina Oštja, ja. Oštja. To je da piše, da sem s Primorska, naša zgodovina Oštja, to moramo ohraniti, da vidijo ljudje, ja. Zato, da ohranjamo za naše zanamce. Ja, dediščina je tako naše, kaj je bilo, kaj nas naprej drži še. To so pač naši predniki, kaj so ustvarjali, to mi moramo tudi nadaljevati naprej. Ja, definitivno je pomembno, da za prihodnje generacije ohranjamo našo kulturno dediščino, še posebej to kulturno dediščino, kajti že sama Zdravljica nas spremlja vse povsod in upam, da nas bo še dolgo spremljala naprej.